Lepo pozdravljeni na prvoaprilski dogodek v Facebook skupini Izbrano z Mirelo. Raziskovanje oziroma preobrazba in prebujanje, raziskovanje arhetipov pomladi in Feniksa je naša današnja tematika. Pomlad je čas, ki prinaša novo energijo, nove začetke, obnovo in rast. Zato bomo danes raziskovali, kako različni vidiki našega notranjega otroka in obnove v bistvu se povezujejo z cikli v naravi in z našimi notranjimi preobrazbami. Z mano je danes gospa Angelja Chiara Surca, poznavalka arhetipov in pa potnica in tudi avtorica prečudovite knjige Mozaik arhetipov. To je njena druga knjiga, tretja je pa tudi že na poti in bomo tudi zelo kmalu spregovorili o njej. Zdaj pa lepo pozdravljena, Angela, in dobrodošla. Hvala za sprejem, za ta dogodek. No, vsi tisti, ki ste z nami v živo, vabljeni tudi, da zastavite kakšno vprašanje, če se vam porodi med najnim pogovorom. Jaz spremljam zadeve tudi prek Facebooka, tako da bom zasledila, če boste imeli kakšno vprašanje. Zdaj pa za začetek, Angelja, mogoče najprej uvodoma, če nam lahko samo na kratko povzamete, kakšna je vloga in pomen arhetipov v našem vsakdanjem življenju in kako nam lahko to sploh pomaga, recimo v kontekstu teh novih začetkov. Ja, zdaj arhetipi, to so pravzaprav vzorci vedenja, ne. Mi zdaj recimo smo en cel skupek nekih vzorcev, ki smo jih dobili tekom odraščanja, potem družba nas je izoblikovala in vse to ostaja v nas. To pomeni, vsi imamo vse arhetipe. Zdaj pa mi te vzorce včasih rečemo, ne vem, znam dajati, ne znam pa sprejemati ali pa tako, ne. Zdaj arhetipi pa pomenijo samo to, da mi pač vsakemu vzorcu damo neko ime. Zdaj pa ta imena so lahko te družinske vloge, lahko so neki poklici, lahko so karakterne značilnosti, na primer, ne vem, oseba, ki skopuh, tega smo že zadnjič dali, boječka recimo. Boječka, ne, je oseba, ki pač ima v sebi kar nekaj strahov in potem se teh strahov bojiš, to je senčna plat. Sončna plat je pa takrat, ko se toliko preobraziš, da pač se stvari ne bojiš več, ne, pač ugotoviš, da je strah na sredi votu, okoli ga pa nič ni, ne. Skratka, vsi imamo vse arhetipe, ne, zdaj recimo tista knjiga, ki jo je gospa Milja prej pokazala, tam je 108 arhetipov opisanih, ampak pravzaprav mi si lahko izmislimo oziroma ne izmislimo, na osnovi človeških vedenj lahko postavimo še veliko več arhetipov, ne. Zdaj en tak arhetipski sistem je tudi velika arkana pri tarotu, ne, ta je zelo znan arhetipski sistem, s katerim si zelo lahko pomagaš videti, kaj v življenju delaš recimo prav, bomo rekli, pa kaj narobe, čeprav v resnici ni prav pa narobe, vse je samo izkušnja, ne. In zdaj, ko mi nekako pogledamo, kakšne arhetipe v sebi imamo, kateri so recimo naši arhetipi, ki so bolj dominantni, potem sebe bolj poznamo. In ko sebe bolj poznamo, svoj notranji svet, svoj način odzivanja, se lahko potem odzivamo nekoliko drugače v situacijah. Na primer, na situacijo ne odreagiramo, ampak nekoliko bolj odgovorimo na. Zdaj to ni tako, da bomo v trenutku lahko se samo še odgovarjali na situacije, pa nikoli ne bomo reagirali, še vedno pride situacije, v katerih bomo reagirali, ampak vedno večkrat se bomo pa znali malo zadržati, pa bomo znali recimo situacijo veliko bolj z neke vrste notranje modrosti razrešiti. Tako da to so arhetipi, ne. Zdaj recimo, če mi prepoznamo, katere imamo, ne, pač ena lastnost je to, da ne reagiramo v situacijah, druga je potem ta, da mi pri sebi začnemo svojo lastno energijo zbirati. To se pravi, nismo več, ne, prepoznamo to, kako v bistvu smo na različnih mestih razširjeni in s tem zelo zgubljamo, raztreseni smo na neki način energijsko, ne vem, na priljubljene nadaljevanke, na službo, na domače delo, na partnerja, na otroke, pa ne gre tule zdaj za to, da bi jih eliminirali, daleč od tega, ampak mogoče
to naredimo še nekoliko bolj na nivoju srčne energije, ne pa tako zelo na nivoju razumske energije, ali pa mogoče kakšno nadaljevanko spustimo, ko vidimo, da pa res nam ne da toliko neke energije, ampak se tam noter samo kregajo, pa mogoče rajši gremo s partnerjem ta čas na sprehod, ne. Tako malo lahko prerazporedimo energijo. To se pravi, bolj ko se poznamo, bolj lahko mogoče kvalitetno naredimo določene spremembe, ki jih v življenju bi bilo pametno izvesti, ne. Ker če pa mi sebe ne poznamo, se pa kaj zgodi, mi vsi imamo en cel kup nekih potlačenih občutkov in zdaj, če se čisto nič ne poznamo, lahko tudi imamo dosti v redu življenje, ne, ampak potem pa pride od nekje nek saboter, pa nam neko področje vedno spodkoplje. Ne vem, na primer bi privat posel si rad vzpostavil in nekateri ljudje imajo na tem zelo velike lekcije, absolutno ne moreš postaviti, ne vem, espeja, da bi z njim dovolj zaslužil, pa da bi pustil službo, ne. In to je tudi neka notranja bolečina, ki je povezana z varnostjo. Ne, to se pravi, bolj ko bomo mi na neki način kaj izvedeli o tej bolečini, lažje jo bomo umirili, ker to je bolečina notranjega otroka, in lažje bomo potem napredovali v življenju in dosegali tisto, kar si želimo. Tako, nekaj takega. No, hvala, super. Spet en nov vpogled pravzaprav v Ja, vsak arhetipe, če no. malo z drugačnimi besedami, ne, in pol, ko slišiš pravzaprav isto na različne načine, se to vsakič lahko z druge plati dotakne. Ja, se to je Ne. zanimivo, ne, se to je v bistvu to raziskovanje, ne. Ja, tako. Okej, zdaj pa, če se vrnemo zdaj na našega Feniksa, ne, ki simbolizira to novo rojstvo iz pepela, ne, pa bomo potem šli malo globlje v to bolečino in v notranjega otroka, ki ste ga omenila. Zdaj pa, kako lahko razumemo pravzaprav ta arhetip Feniksa v kontekstu prebujenja in obnove, ki jo prenaša pomlad? Kako se ta arhetip pravzaprav odraža v teh naših notranjih preobrazbah? No, jaz sem šla danes malo, zdaj ste že videli, da imam listle v roki, šla sem malo po internetu pogledat, pa moram reči, da so dosti enake informacije, ne, povsod je pač napisano, da je Feniks rumeno-rdeč ptič, ki je podoben in orlu in čaplji in se rodi pač iz svojega lastnega pepela, ne. In zdaj ta Feniks, v bistvu predvsem sem gledala egipčansko pa potem grško mitologijo, zaradi tega, ker pač so nam tudi najbolj blizu, ne, sploh grška je najbližji življenju zahodnega človeka, ne, kakorkoli gledamo. No, ampak recimo v egipčanski mitologiji je pač Feniks se imenoval Benu, ne, in on je v bistvu bil, predstavljal je boga sonca Raja in Ozirisa, ne. In zdaj vsakih 500 let po eni, nekje 1461 let, nekje imajo pa cikel celo 12.594 let, se on, ker ves čas živi samo en Feniks naenkrat, se ta Feniks si zgradi gnezdo, potem v gnezdu se v bistvu zažge in se ponovno rodi svojega lastnega pepela, pomlajen in živi naprej. Vsako jutro se prebudi, oziroma se gre kopat v izvirsko vodo in tako lepo poje, da se bog sonca zaustavi in ga občuduje. Ne, to je taka lepa zadeva. Tako lepo. Ja, in potem, ko se pa on zažge v tem pepelu, pa petel potem shrani v neko jajce in to jajce nese recimo v grški mitologiji v kraj Heliopolis, po egipčanski pa v kraj On in ga tam pusti. Zdaj nikjer pa ni bilo napisano, ker jaz sem to pač, nisem nekih telih referenc dobila, nikjer ne piše, kaj s tem jajcem nastane, ne, ampak kakorkoli, ne, glede na to, da se on sežge, ponovno rodi, je tudi simbol ponovnega vstajenja. Recimo imamo mi neko ful hudo preizkušnjo in vedno znova zberemo moči, da bomo vstali iz te preizkušnje, ne. Potem je tudi simbol rojstva in smrti, ne vem, na primer simbol nosečnosti, ne, če ženska ima ful veliko otrok, potem v bistvu je v njej arhetip Feniksa pravzaprav zelo močen, ker ona se dobesedno pri vsakem rojstvu srečuje s tem
s to preobrazbo, s to transformacijo, ne, smrt je tudi, ne, zdaj recimo na naših kulturah se mi smrti zelo izogibamo, ne želimo se pogovarjati o njej, ne, ampak v resnici je zelo bližnji del življenja, ki je praktično non-stop prisoten ob nas, ne, pa ne gre tle samo za fizične smrti, ne, tle gre pravzaprav tudi za smrt, za te male smrti naših osebnosti, ne. Ker kakorkoli gledamo, cela ta naša osebnost je bi jo lahko rekli ego, ne. Tisto, kar imamo pa mi v srcu, je pa srčna energija, ki je pa z dušo povezana, ne, in zdaj v življenju je neko balansiranje med dvema entitetama, tudi lahko rečemo, v končni fazi je entiteta vsaka oblika energije, ne. To se pravi, med njima se pride do balansiranja in do premikanja. Zdaj, če si ti nekje ful v intelektualni energiji, ponavadi, recimo govorim zelo v skrajnostih, ne, ponavadi potem ta srčna energija ni tako močna, ne, to se pravi, emocionalni kvocient je pri nekaterih lahko dosti nizek, ne, po drugi strani pa, ne vem, vzgojiteljice v vrtcih ponavadi že imajo več srčne energije, da se sploh odločijo za tak poklic, ne, drugače bi postala, ne vem, inženirka, karkoli, astronavtka, ne. To se pravi, in ko mi recimo osebnostno rastemo na svoji poti, ko prihaja do teh transformacij, pa pravzaprav ni nujno, da se mi ukvarjamo z osebnostjo rastjo. Tudi če se mi ne ukvarjamo z osebnostno rastjo, vsaka preizkušnja v življenju je pravzaprav naša osebnostna rast. Pa če hodimo na delavnice ali pa če ne hodimo na delavnice. Marsikdaj lahko z delavnicami malo pospešiš, ni pa nujno, lahko pa hodiš na delavnice, pa pravzaprav nič ne narediš, samo fajn se imaš. Tako da vedno imamo en cel kup možnosti, ampak tisto, kar pa najbolj šteje, so pa izkušnje. To se pravi, in na žalost so boleče izkušnje tiste, ki nas še najbolj pahnejo naprej, ne. In to, kar jaz rečem, nas pahnejo naprej, ne, to pomeni, da mi dobimo neko spoznanje, ob tem spoznanju en star naš delček umre in se rodi en nov delček, to je pa v bistvu vsaki taki mali smrtvi mi lahko rečemo vstajenje. Ne, saj mi v končni fazi v življenju ne bomo v nekem trenutku tak napredek naredili, da bomo, ne vem, Vse odgovore dobili. vse spremenili, ne. Ne bo se. Spremembe grejo postopoma, ne. Pride sem pa tja, imamo kakšen, ne vem, leto, ke je res veliko, na primer imaš leto, ke se res, ne vem, pa poročiš, pa študij končaš, pa mogoče je še punca zanosila, ne. Recimo, pa imaš 3 zelo velike, tukaj je zelo močen Feniks, ne. Koliko starih stvari bo umrlo, zdaj, ko se to rojeva, ampak takrat, ko so te prehodi, ki so družbeno, recimo družbeno pričakovani in sprejemljivi, takrat mi to nekako pričakujemo, sprejmemo, 10 let kasneje pa pravzaprav marsikdo toliko velikih prehodov ni več sposoben narediti. Ne, ker enostavno je pa v bistvu potreben večji napor, da boš pa ti, ne vem, zamenjal, šel na svoje. Bistveno večji napor, ker tisto, kar je bilo, ne vem, to, da se recimo poročiš, ko vsi pričakujejo, pa ti že kot otrok začneš govoriti, da enkrat, ali pa misliti, enkrat sem pa poročal, ne. Tisto potem kar steče, ne. Ja, tisto je prijetno, ne. Pol kasneje pa ne steče več toliko, ne, so pa dobro, kakšna stvar tudi še, ne, bolj ko si v arhetipu plavalca, to se pravi, bolj ko si sinhrono povezan z življenjem, bolj bo teklo, ne. Ampak če imaš pa ti v svojem, v sebi veliko strahov, no, pa nič kaj dosti teklo, se boš pa zelo držal cone udobja, ne. In v tem primeru bojo pa to male smrti, s katerimi boš v bistvu napredoval, ne. To se pravi, mičkena vstajenja, ki se bojo nalagala ena na drugo in potem v nekem daljšem časovnem obdobju bo izgledalo, da si naredil preboj. Ne, in to je recimo, saj v končni fazi je to tudi, ne vem, ke so, ne vem, a je to psihologija verjetno, ne, ke so gledali, kako se učiš, ne. Ti se učiš, zrasteš, pol si pa kar nekaj časa se učiš, pa se nič ne premakneš, ne, pol je pa spet preskok. Pa spet ravno, pa spet preskok, ne. In to ta osebnostna rast pravzaprav
na podoben način poteka, ne. Mm, V bistvu mm. včasih Ja, izgleda, da kamor ne gremo, samo nalagamo si not neka vedenja, pa puf, preblisk, ne, aha moment. Ja, zelo mi je všeč ta koncept teh majhnih smrti, no, ker sem razmišljala zdaj pravzaprav, da tudi ta sprememba naših prepričanj in vrednot skozi izkušnje je v bistvu tudi so majhne smrti, ne, ko spreminjamo naše prepričanja in odnos do vsega, ne, vse se v bistvu s tem in lahko tudi to me je prešinilo, da lahko tudi ta vsaka majhna smrt v bistvu tudi na nek način odkriva neke nove potencijale, ne, ki so do takrat mogoče bili zakriti, ne. Tako da to je rast v končni fazi, ne. Tule je recimo še en arhetip, ne, pa mislim, da ta pa je starota, uničevalec, ne. Ne, uničevalec bo vsak rekel, joj, to je pa tam grozen arhetip, ne. Ampak ni čisto res, ne, ker če mi hočemo iti naprej, se mora en del nas posloviti, ne. Ja, In najprej mi rečemo, okej, to bomo spustili tako gor dol, ampak potem rabimo še tisti zadnji korak, ke pa majčkeno ga res moramo spustiti in v bistvu se uniči, ne, in to je uničevalec, da res, ne vem, presekaš, ne. Recimo imaš prepričanje, ne vem, kaj bi bil prepričanje, tako da ne bi bil glih najboljši, da moraš ostati z možem, če tudi pije, ne. In Ja. recimo si vzgojeno s tem, ne, recimo generacija mojih staršev je bila vzgojena v tem, ne, in tiste ženske, ki so se takrat ločevale, so res naredile velik rez, ne, one so dobesedno premikale naprej, ne. Po moje tista, ke je ta prva pa ta druga to naredila, so jih vsi zelo grdo gledali, nič jih niso lepo gledali, pa čeprav jo je tepu doma, ne. In recimo, ke je ona v bistvu mogla kar neki to prepričanje, res tega uničevalca poklicati, da je bila pa svojo lastno vrednost zbrati, da je bila sposobna ob tej svoji lastni vrednosti prepoznati, da je to v bistvu toksično za njo. Saj takrat niso po časopisih pa po revijah pisali, da so toksični odnosi. To zdaj pišejo, ne, toksični odnosi, zapusti ga, ne, če ne zmoreš. Takrat tega ni bilo. Kako so bile junaške te ženske pravzaprav. Mislim, kako so utirale pot, ne. Dejansko, Sploh ne dejansko. zavedamo, za njo je bilo to, da je šla iz zakona, tako vstajenje. Res neverjetno veliko. Ja. Okej, kako pa zdaj ta koncept prebujenja, okej, v zvezi s Feniksom, ampak kakšno povezavo ima to zdaj z našim notranjim otrokom? Midve smo se pogovarjale tudi v tem našem klubskem centru v bistvu o različnih vidikih tega notranjega otroka in v kakšni povezavi je zdaj to notranji otrok in Feniks in ta čas novih začetkov. Ja, notranji otrok je pravzaprav bistvo vsega, ne. V bistvu ta notranji otrok, mi ga nekako, to je ena energijska oblika, energijska forma v nas, ki nastane med našim odraščanjem, ne. Tule noter so vse lepe stvari, travmatične stvari, ki smo jih doživeli, ne vem, ko smo bili čisto izgubljeni, pa nismo vedeli, kaj naj naredimo, pa nas mogoče niso potolažili. Skratka, v šoli, ke nismo zaupali, ali pa so nam sošolci se kaj smejali, ne, skratka, veliko stvari je v tem notranjem otroku, ne. Ne samo žalostne, tudi vesele, ne, to se pravi, vse igrice, ke smo jih igrali, to, ke smo se dobro razumeli s prijateljicami, vse je noter. In vse je v našem telesu, spisano v našem telesu, ne, in zdaj, če smo mi imeli dosti lepo otroštvo, pa ne govorim zdaj o tem, da so starši vse za nas naredili, ker to je tudi ena oblika poškodbe, ampak da so nas starši spodbujali k temu, da izražamo svoje lastno mnenje, ne, potem imamo mi dosti umirjenega notranjega otroka, ampak pravzaprav vsak ima pa tudi določene travme, travmice prisotne, in te travme nas potem sabotirajo, bom jaz rekla. Pravzaprav ta notranji otrok je naš saboter. Ker ko se notranji otrok ne počuti varnega, ko pride, recimo ima v otroštvu neko izkušnjo, ne vem, mu rečejo, naj gre na tobogan nastopat, ne, včasih smo imeli mi tobogan, pa so otroci peli pred ljudmi, ne, in je bil premajhen, pa ga starši silijo, ne.
Mislim, on bo verjetno razvil en zelo velik strah pred nastopanjem ali pa pred govorjenjem v javnosti, ne. In kaj to pomeni? To pomeni, on je takrat te energije v sebi shranil, ko je bil dobesedno paraliziran na odru. In te energije so v telesu. In ko bo on prišel kot starejši, ne vem, neki službi, bojo od njega zahtevali, da se na sestanku nekaj spregovori, kaj se bo zgodilo, takole se mu bojo usta zaprla. In on ne bo mogel govoriti, ne. In kaj je to? To je bolečina notranjega otroka. Ne? On je zdaj v situaciji, kjer v bistvu kot odrasel ne bi smel biti nič posebnega, pač pove svoje mnenje. On je pa dobesedno paraliziran od strahu. Ne? In to je ta notranji otrok, ki ostane noter, ne. In to je To zelo je ta pomembno. ranjeni, to je zdaj ta ranjeni otrok, ne? Tako, imamo pa, tudi smo se Notranji pogovarjali, otrok v bistvu vse zavzema, bova rekla, ne. Zdaj pa en del je ta ranjeni, en del je igrivi lahko, potem je lahko božanski otrok, potem je lahko, kaj imamo še, grdi nedolžni, raček, naravni nedolžni. otrok, božanski, kaj sva še rekle? Nedolžni otrok Pa imamo, tudi to je božanski. Tako. Tole nagajam, čak. To je pa osnovna, nedolžni otrok je pravzaprav naša tudi neka osnovna forma, ne, ker nedolžnost je značilnost duše, ne. Mi smo po naravi nedolžni, mi v bistvu imamo vse tisto svoje nedolžno bitje, ki ga pravzaprav noben ne more uničiti, ne. In to je res sončni aspekt nedolžnega otroka, ampak po drugi strani je pa tudi senčni. Zakaj? Ker ko si ti enkrat nedolžen, nimaš izkušnje in ko boš začel živeti, boš v bistvu arhetipsko padel, rečejo, ne. To se pravi, padel boš v izkušnjo, da boš potem vedno več stvari doživel, ne. In to je tudi spet, ne, podaš se na pot vstajenja, ki bo pa dolgo trajalo, ne. Arhetipska pot tudi lahko ji rečemo pot vstajenja, ne. Tako da to je recimo nedolžni, ne. Ranjeni je to, ko sva naštevali te, kakšne travme lahko, to je ranjeni, ne. Zdaj ranjeni, seveda, senčna plat je to, da je ranjeni, ne. Sončen aspekt je to, da v bistvu prepozna rane in jih transformira, ne. Potem imamo, recimo grdi raček je tudi primer, čisto po nedolžnem ranjenega otroka, bova rekla. Zakaj? To je zelo velikokrat pri ljudeh, ki so zelo duhovno naravnani, ne, ker v bistvu si izberejo, da pridejo v družine, v katerih, so, recimo sami razumski ljudje, ne, da pravzaprav dostikrat tudi z namenom, da transformirajo pač karmo družine, ne, v recimo bolj protisrčni, strani, ne. In zdaj ta otrok se bo tam zelo čudno počutil, on bo čisti grdi raček, tako kot raček v Andersenovih pravljicah, ne. Čisti grdi raček in sploh ne bo vedel, in dokler ne bo imel ful izkušnje z zunanjo okolico, on niti ne bo vedel, da je čisto v redu. Dokler ne bo on prišel s svojo pravo duhovno družino v stik. Ko bo on prišel za svojo, ko bo ponavadi moraš že malo odrasti, ne. Ko bo odrasel, prišel z duhovno družino, potem bo v bistvu spoznal, da ni z njim nič narobe. Da je samo drugačen, ne. Lahko se je pa prej kot otrok zelo spraševal, kaj je z mano narobe, ne, in to je velika rana, to ni mala rana. Ne. In v bistvu zelo lahko se takemu grdemu račku zgodi, da bo imel zelo malo samozaupanja vase. Ne. Ker ne bo imel, zgledov, ne, zgledi bojo drugačni. Ne, zgledi ne bojo taki, kot, bi si jih on želel. Ne bojo njemu podobni. Zgledi bojo drugačni in on bo tako izgubljen bo videti, ne. Tako da, recimo taki, grdi rački imajo tudi kar dolgo pot zdravljenja, ne. V bistvu, da prepozna te svoje rane, pa kaj se mu je zgodilo sploh, ne. Poleg tega, da pol, ke pa to prepozna, pa še družino zdravi. Čakaj, katerega imava potem še? Ja, recimo tale večni otrok je meni tudi zelo zanimiv, če lahko pogledava še senčne pa sončne plati. Večni otrok, mogoče pa takole probava. Večni otrok je pa, dostikrat ljudje v bistvu mislijo, ne, da je to igrivi otrok. Saj na neki način
Ne, večni otrok pomeni, da bi ti Podobno. rad zadržal mladost čim dlje. In to, da vitalnost pa mladost zadržiš, to je sončni aspekt večnega otroka, v pozna leta, ne. Saj zdaj je veliko ljudi, ki so v bistvu že tudi, ki so starejši, še živahni, ne. Ampak senčna plat tega je pa to, da ti ne prevzameš odgovornosti. To se pravi, postajaš odrasel, v bistvu se pa zakleneš v neko mladostno obdobje in nočeš odrasti. Torej, nočeš prevzeti odgovornosti odraslega otroka. Ti si lahko, v bistvu, to je dostikrat pri moških, moški so lahko, pa tudi pri ženskah, ampak moški so večkrat skoraj, ne, mame jih preveč razvajajo, ne, in potem ti moški zrastejo. In zdaj, dokler so, ne vem, še najstniki, pa mladi odrasli, so lahko zelo zanimivi, ne, ker so pravzaprav lahko zelo šarmantni, ne, ampak potem, ko se pa ena punca z njim poroči, pa dobita otroka, pa ponavadi pride do težav, ne, ker kar naenkrat on ne bi doma ostajal, ne, potem bi se s prijatelji zmenil in take stvari, ne, in potem zelo negativno so na zakon vpliva. To se pravi, pa da ne govorim o tem, da pa res pretiravajo s tem, koliko bi radi dobro izgledali, ko so stari, ne, ali so skozi recimo te pretirano športne. Eni rekreativci praktično, služba, okej, popoldne pa 8 ur kolo. Ne, samo da mi je fit pa dobro izgledal pa mišice imel, ne. To tudi ni neki zdrav način življenja čisto, ne, mogoče naven izgleda, ampak v bistvu pa nimaš drugih osnov za neko družbeno življenje ali karkoli, ne. Tako, zelo individualističen pristop je lahko, ne, tudi če staš. Ne, tako da predvsem je pa značilno to neprevzemanje odgovornosti za tega večnega otroka, ne, in to pretirano, ne vem, ti si star 40 let pa se dobesedno obnašaš kot 16-letnik. Ne, ne hodiš v službo, ne delaš tega, to je večni otrok, ne, to v bistvu. Ampak sončna stran večnega otroka je pa ta igrivost, ne, v bistvu ta, kako bi rekla, mogoče tako bolj pogled na življenje. Svež duh, svež pogled na življenje. Svež duh, tako. To je, definitivno, ne. Jaz ponavadi igrivost kar k igrivemu otroku dam, rečem, da igrivost je igrivi otrok, ne, to se pravi, igrivost definitivno vključuje to, da se znaš smejati sam sebi, ne, oziroma da se znaš iz srca zasmejati, ker na svetu je zelo veliko ljudi, ki se iz srca sploh ne morejo zasmejati. Ne, in to jasno pokaže, da niso povezani kaj dosti s svojim srcem, ne. Pa pri igrivem otroku je tako, ne, senčni aspekt je pa to, je pa ta vrsta, neke vrste togost, ne, ker eni ljudje so malo togi, ne. Mislim, ali pa tisti, ne vem, ponos, ne, ke si ti toliko ponosen, da ti moraš vedno, ne vem, v redu pa častitljivo izgledati, no, čeprav tega je zdaj že malo manj v sodobnem svetu, to je bilo mogoče par 10 let nazaj bolj pomembno, ampak vseeno, togih ljudi je pa tudi še kar nekaj, ke recimo, ne, ti imaš lahko tudi ful neke, obremenjen si s službo ali pa imaš neko ful izziv v svojem življenju, ne, v takem primeru ponavadi si tudi kar precej v žalosti pa ne moreš se zelo sprostiti, dobro, ampak to so druge razmere, ne, eni so pa tako, ke so, jaz kar rečem, malo zabetonirani v to togost, no. Res, ke v bistvu je nesproščenost, že nesproščenost do lastnega telesa, nesproščenost do lastne osebnosti, tako čisto dosti togi. Čakaj, kaj imava še pol? Jaz zdajle gledam v vaši knjigi, Angela, pol imamo Otroka narave, recimo. Ja, otrok narave. Otrok narave je pa pač seveda, sončen aspekt je povezan z naravo, povezano z živalmi, recimo to so ljudje, ke se znajo tako, kar skoraj bojo rekli telepatsko z živalmi pogovarjati, s svojimi psi pa mačkami in tako naprej. To spoštovanje narave vsekakor, ne, ampak ta ima zelo, zelo
polaren senčni aspekt, ne, ki je pa Mhm. uničevanje narave, ki ga mi zdaj tudi zelo veliko vidimo v sodobnem svetu, od takih enostranskih nasadov, do sekanja dreves, do sekanja za ceste, za sončne elektrarne, tudi v končni fazi so to strašno velike površine. Tako da odpadki umazanijo v vodah, v morju, plastika, tega je ogromno, ne. To se pravi, to je zelo, zelo polaren arhetip, no. Ne, ta povezanost z naravo ali pa uničevanje narave. No, pa ne zdaj uničevanje v tistem pozitivnem pomenu uničevalca, ki sva prej govorili, ne. Ja, da odnese tisto, kar To ne ne služi, govorim. ampak Ja. v drugi ekstrem, ne, uničevanje tistega, kar potrebujemo v življenju, ne. V končni fazi bi tle tudi mi prišli zdaj na misel, ne, tle bi lahko to razmejitev dale organsko, pa avtomatizacija na drugi strani in industrializacija, ne. V končni fazi zdaj tudi, kar se bo z umetno inteligenco dogajalo, ne. Ja. To sta zelo dve, ne, eno je organsko, eno je pa narejeno. Ravno zdaj razmišljam tudi o tem, da verjetno tudi glede na, tako lahko govorimo o posameznih primerih in o posameznih arhetipih, ampak tako, če zdaj kolektivno pogledamo družbo, kjer se nahajamo, glede na vsa ta napredek tehnološki in umetno inteligenco in vse skupaj, kaj bi rekli, a bi lahko rekli, da nek arhetip prevladuje tako na tej kolektivni ravni? Meni zdajle sam intelektualec hodi na misel. Ja, Intelektualec zelo razumski del. veliko, ne. In zdaj tako, ne, intelektualcem sem tudi jaz imela zelo tak oseben odnos, ne, ker v bistvu, ko sem bila jaz otrok, sem nekako dobivala te spodbude, ne, koliko je fajn, da študiraš, koliko boš pol imel lepo življenje. In ker sem se zelo lahko učila, sem pač šla po tej poti, ne. Ampak v končni fazi mi kot na poti intelektualca lahko zelo svoje primanjkljaje s tem doseganjem ciljev nadomestimo. In teh ljudi, ki so, po angleški to, overachiever. Oseba, ki preveč dosega, ne. Ker v bistvu ti nekako živiš zato, da boš še nekaj naredil in si sicer ful aktiven, ful se dogaja, ampak še najbolj srečen si, če rad hodiš v naravo, ke pol to malo kompenziraš, če pa še tega nimaš, si pa pravzaprav zelo odrezan od srca. In takih intelektualcev je zelo veliko naokoli po svetu, ne, sploh v velikih mestih. Ker v bistvu, jaz sem zdaj dostikrat razmišljala, kaj z otroci v velikih mestih, ker otroci v velikih mestih sploh nimajo stika z naravo. On vidi tam tisti park, ke je pa res približek, ne. To, da gre pa ven iz mesta, traja pa pol dneva, ne morejo hoditi ven, ne. In tak otrok sploh ne more stika z naravo vzpostaviti, ne. In zdaj, ker se to dogaja že bog ve katero generacijo, ne, ni tega stika z naravo, postaja ta ločitev od tega svojega naravnega otroka, bomo rekli, zelo velika. In pol kakšni ljudje postajajo, ne, in v bistvu nekako pol tudi vodijo naprej, ne. To je v bistvu tako kar izziv, se mi zdi, v sodobni družbi. No, jaz recimo lahko rečem zase, da ko sem zanosila, jaz sem se preselila, jaz sem prav hotela živeti v enem majhnem kraju, ravno zato, da so otroci bolj v stiku z naravo, da lahko hodijo tudi bosi po travici, da jih nobeden ne bo kregal, ker se valjajo po travici, ker je to pač bolj normalno, kakor v velikih mestih, ne. Pa tudi pol, ko sem se odpeljala recimo v Ljubljano, ko sem videla, koliko imajo omejen prostor za igro, recimo tako res te že kar v bistvu spravljajo v neke take škatle ali pa, ne vem, kvadrate, ki določajo prostor, kjer se lahko otrok igra, ne. Tako da se mi zdi, da sploh ne doživi to svobodo gibanja in sprostitve, ampak si skozi v nekih okvirih, ne. Tako da s tega vidika sem jaz tudi zelo za to, da pač če je možno, ne, čim več. Ljubljana je malo mesto, ne, v končni fazi. Greš Ja, tam no, nekam recimo v Boston, ne, pa zagledaš, ke otroke
stolpnice pripeljajo dol Ja, na sprehod med trgovine, v trgovski center, pa tudi ven na pločnik ne grejo. Tisti je pa res Tisti je pa grozno. višek, ne, to je pa res najhujše, ne, ampak že v Ljubljani recimo, pa se čisto strinjam z vami, je majhno mesto, ampak že v Ljubljani so taki primeri, ne, koliko imajo prostora, recimo vrtci, ali pa ne vem, tudi čisto druge navade so, ne, tudi starši recimo so tudi bolj navajeni hoditi v shopping centre, mogoče bolj kot iti nekam na izlet z otrokom, ne, ker lahko otrok doživi res to izkušnjo povezanosti z naravo, ne. Tako da, Ja, in ja, tlele v bistvu, lahko pa mogoče zdaj božanskega otroka še vključva, ne? okej. Ker pa zelo paše, ne? Kaj je božanski otrok? Ko se otrok rodi, v bistvu ima stik z svojo dušo nekako, ne? Potem pa bolj, kar raste, bolj se programira, manj ima stika, ne? Se pravi, Ja. ne, tudi ta stik se zelo lepo lahko ohranja čez naravo, ne? Bolj se ohranja čez naravo, če je v bližini, kot pa če narave ni v bližini, ne? In to je recimo, ta stik je pač sončni aspekt, ne? Senčni aspekt pa tle recimo ni stika z naravo. Potem recimo pri veliko ljudeh, ki se z duhovnostjo odražajo, pa tudi pri intelektualcih isto. Odrezan si, ne? V bistvu sploh nisi prisoten v telesu. Jaz sem to zelo dobro videla, ko sem plesati začela. Pač ta neke vrste svobodni ples, ne zdaj neko sambo ali pa karkoli tak. Ja, ja. Ampak ko plešeš s tem, da razmigaš svoje telo čisto na vse načine, in ko to par let delaš, pa res vidiš, kaj pomeni to, da nisi v telesu, ne. Ker po 4-5 letih plesa si v telesu. Ne, to se pravi, in pol vidiš, da si skozi bil tle gor. Intelektualcev je veliko, kar malo tako preveč v glavi, ne. Čisto preveč v glavi. Pa še kaj, pa še recimo, ne, tudi božanski, senčni je, če si na primer v kakšno sekto padeš, ne, pa popolnoma predaš svojo lastno voljo, ne, to ni neka sončna zadeva, dostikrat, ne, včasih nekdo potrebuje to izkušnjo, absolutno, ne, ker če recimo, če imaš ti ful avtoritativne starše, pol v bistvu sam sploh ne moreš od začetka, ne vem, pobegneš od njih, sam ne moreš preživeti, ti rabiš neko oporo, ne, in nekateri pač to tudi v nekih takih skupnostih bolj najdejo, ne, ampak potem, ko tam dozoriš, pa pride trenutek, ko se je treba tudi tam ločiti, ponavadi je kakšna taka pot, ne. Ja, to so vse izkušnje, ne rabimo imeti slabe vesti, recimo jaz poznam veliko ljudi, ne, ki si se primejo za glavo, in to klecam recimo preživel v neki taki skupnosti, ne, pa sem zamudil, ne, to je bila izkušnja, ne, to je bila ta majhna smrt, ki se je mogla zgoditi, da potem človek gre naprej, ne. No, pa tudi Dober v je v tistem bistvu, obdobju so obstajale, mislim, saj še vedno obstaja skupnost, ampak te guru skupnosti bojo vedno manj Ja. pomena imele, ne, ker v bistvu vedno več pomena ima ta sončni aspekt, da se ti direktno povezuješ z virom in z zemljo, ne. Zdaj, to, da imaš pa posrednika, pa vemo, zakaj je bilo uvedeno, ne, in zdaj pač ta paradigma imeti posrednika pada, ne glede na to, na katero vero se to nanaša, no, bom tako rekla. Ne, na vse. V končni fazi tudi duhovnost je do neke mere sprogramirana, saj ni vse, kar je tisto, kar je najbolj pomembno duhovno, ponavadi je treba malo pogledati še odzad, kaj je odzad, ne. Ker največkrat nam dajo na pladnju tiste rešitve, ki niso dobre za nas, ampak so dobre za tistega, ki vodi svet. Ne, treba je malo pogledati odzad, kaj je invertno, kaj je okoli obrnjeno, da se potem vidi, ne, in jaz mislim, da v prihodnjih letih bo zdajle tudi veliko teh duhovnih pa spiritualnih resnic kar zelo padlo. Predvsem maska prijaznosti. Ne, Ja. bodi prijazen, Ja. Ja, zrela tole oseba. Ti skozi prijazen sebe sploh ne poznaš. Ja, res je. Ja, tole zdaj, ko se pogovarjava o tem notranjem otroku, moram reči, da mi je to tako čisto en nov vpogled z vidika starša, ne, v bistvu poznaš vse te procese, ki se zgodijo otrokom, ne, ko odraščajo,
lahko mogoče pol malo balansiraš, da ne vem, recimo tako, kot smo prej govorili, ne, če si preveč v raciju, da mogoče pol, ozavestaš, pa greš malo bolj v naravo, se povezuješ s srcem, ne, malo več te srčne kulture in povezanosti, ne, znotraj družine, ne. Tako da mislim, da lahko to marsikateremu staršu tudi lahko odpre oči, na kakšen način lahko poskrbi z vidika arhetipov za otroka, da ima mogoče čim manj teh bolečih smrti kasneje, ne? Ker smrti se dogajajo v vsakem primeru, ne? Ker to je naša rast, ampak mogoče ne rabi biti toliko travmatična ta smrt, ali pa ne rabi tako dolgo trajati ta proces, preden... V končni fazi več, ko imaš travm, več boš imel te smrti, ne? Ampak taki starši, ki ti veliko travm povzročajo, ponavadi ne bojo skrbeli za to, da jih ti ne boš dobil. Čeprav tle še vedno neki, še en drug aspekt je, ne, če imaš ti, včasih je tako, da tisti, ki imajo veliko travm, tudi več dosežejo. Ne, ker v bistvu jih to spodbudi v spremembo. Ne pa vsi, lahko pa tudi zelo, beseda, ne vem, zabluzijo, no, bom rekla. Ne. Tako da zelo veliko je tudi od otroka odvisno, ni vse samo od staršev, a ne, ker včasih gre tudi otrok takim zelo travmatičnim staršem, zato da pač ali tam nekaj pozdravi, pa je lahko zelo napredna duša ali kakorkoli. Tako da nič ni, tak je poseben primer, čeprav na nek način imamo vse te arhetipi, zelo te modele dajo, po katerih živimo, ampak še vedno je vsak primer poseben. Ni nujno, da če na ven izgleda čisto ista družina, da je za isto družino dobro, da se bo razšlo. Recimo, če imaš ti problematičnega najstnika, v eni družini bo on odšel, pa se bojo pretrgali stike, v drugi družini bo pa on ostal, pa bojo, ne vem, starši ali pa mama sama ali pa kdorkoli toliko časa trpeli, da bo on pa priblizu dobil, pa se bo zrihtal. Na različni načini reševanja so, niso isti. No, jaz poznam arhetipski zelo enaki. Enega prijatelja sem imela, ki je na žalost zdaj pokojni, on je imel navado reči tisti pregovor, ne, ki pravijo, kar te ne ubije, te ojača. No, on je pa vedno govoril, tisto, kar te ne ubije, pa zelo boli. On je imel pa recimo to izkušnjo, ne, tako da že tukaj vidiš, da... Ta pregovor smo dosti govorili, samo ta pregovor, kje je resničen, ni pa povsod, ne, eni pa v bistvu tudi, ne, saj, kolikokrat mi ne vemo, ne, recimo, ko ljudje dobijo bolezen, ne vem, ko si, ne vem, v neki taki toksični situaciji pa vztrajaš, pa recimo zboliš, ne, saj v glavnem ponavadi ne napišejo, zbolel je zato, ker je imel toksičnega moža ali pa, ne vem, mu je žena čez plot skakala, ne, ampak v bistvu počasi nalagaš tisto žalost in zboliš, ne. Tako da ni nujno, da te ojača. Ta pregovor mogoče, ne, on je pa rekel boli, ne, tako da spet sta dve poti. Nekatere ojača, ampak ponavadi so to tisti, ki že pridejo, ki si že dajo to nalogo, da bojo ful dobro razrešili, pa pol iz tega, recimo dosti tistih, ki so namenjeni, da bojo duhovno svet učili pa izobraževali, ima pravzaprav zelo zahtevno otroštvo, ne. Zato, ker tekom otroštva imajo oni pa tudi veliko več izkušenj kot normalni ljudje, ker tekom teh izkušenj dobivajo toliko pa toliko novih spoznanj, s katerimi bojo pa kasneje ljudem govorili, ne. In se učijo na ta način, ne, ampak to so v bistvu dosti napredne duše, če boš eno tako bolj začetniško dušo postavil v te razmere, bo zelo verjetno šla v bolezen, pa pol, ne, marsikdo tudi umre, ne. Pa ne vemo, prijatelj je umrl, ne. Zakaj je umrl, ne, mogoče, če pa poznaš malo situacijo, pa si rečeš, tale je pa tudi šel, ne. Tako. Okej, kakšne konkretne korake v bistvu bi lahko naredili, da bi bolje poslušali svojega notranjega otroka, ne? Kot vidimo, v bistvu vse to, kar se nam dogaja kasneje v življenju, je zelo povezano z notranjim otrokom. Zelo. Zdaj, najbolj je problem, da večina otrok sploh ne ve, da kaj takega obstaja, ne. V bistvu večina otrok ali ne otrok, večina ljudi so še smejati začela, a ne.
Ampak tisti, ki se pa ne bojo, ne, to je pač energijska struktura v nas in kaj zdaj lahko narediš? Lahko v bistvu greš v neke take kratke pogovore ali pa meditacije, da se samo glasbe priklopiš in se začneš z njim pogovarjati. Že to je veliko, ali pa če je meditacija, ga pokličeš. Zdaj, zelo velikokrat ne pride lih vesel, ne. Pride ponavadi od začetka malo žalosten, ker ga toliko dolgo nisi nič gledal. Zdaj, nekateri ga nekaj časa ne vidijo, ampak če vztrajaš pri teh pogovorih, potem ga slej ko prej tudi zagledaš. Zdaj, lahko pride kot majhen, lahko pride kot enih takih 10 let, vse starostne lahko pride, lahko ti pride najstnik. Jaz recimo sem bila v najstništvu malo izgubljena, imam najstnico izredno žalostno, še vedno jo probam podpreti, pa tudi ne gre vedno, ne. To je recimo eno. In potem počasi postaviš stik. In ko vzpostaviš stik, v bistvu ga lahko objameš, kot da si sama sebi mati v končni fazi, ne. Si v bistvu materinska saj to je ta nežni del nas, ne. Saj v bistvu to lahko temu tudi samo sočutje rečemo v končni fazi. Jaz recimo ugotavljam, da večina ljudi je izredno trdih do sebe. Saj mogoče si misliš, da nisi, ne, ampak kar smo, ne. Malo sem koza, malo sem, kaj sem to naredila, pa bi mogla boljše, ne, perfekcionistka, ne, tega je veliko, tega imamo veliko, ne. Zdaj že samo Ja, zelo pogosto smo kritični, ne, do sebe, to nam ni problem izgovoriti, ne, na glas ali pa pred drugim sebi, ampak da bi tako pa rekli, ja, koliko sem pa super, pa ne vem, pa imaš občutek, kaj si je zdaj, ne vem, Jaz sem leta nazaj en stavek slišala. Na eni delavnici je rekla, sem čudovito človeško bitje. In smo, kva, meni je bilo tudi tako kot z Lune. Ampak sem ga imela napisanega in sem ga velikokrat rekla. In moram reči, da so se takrat kar začele stvari okoli obračati. Ne, v bistvu pa je čisto en tak stavek, ne. Mislim, samo je toliko pozitivno obrnjen, da mi je fokus okoli obrnil, ne. Čisto, ne, pa nisem nič ne meditirala na njega, ne nič, samo napisan je bil tam, ne, in če sem bila slabe volje, sem ga parkrat ponovila in ponavadi nisem bila več tako zelo slabe volje, ne, sem lahko šla naprej kaj delati. Pa govorim to v zelo mladih letih, tam pri 20-ih, ne. Tako da lahko taki lepi stavki naredijo veliko preobrazbo, veliko vstajenja nam lahko dajo. Ja, mogoče je pa to izziv za družbo, ker mislimo, da če bomo kaj lepega rekli zase, da nas bodo gledali kot egocentrike, ne, da to pa ni v redu, ne. Dovoljeno ti je biti kritičen do sebi, ampak da bi pa kaj lepega rekel zase, pa je že, ne. No, to je pa naslednja stvar, za katero mislim, da se bo v duhovnosti malo okoli obrnila, ker prvi zakon je imej rad sebe, ne. Ni prvi zakon, imej rad druge, ne. Ker če ti nimaš rad sebe, drugih ne moreš imeti. Pa ne govorim zdaj v tem ego smislu, ne, ampak v tem, da poskrbiš zase, ne. Tako v pravem pomenu. Tipično je letalo, ne, kaj imaš tam? Najprej masko sebi, pol pa otroku. Kako bo mama skrbela za otroka, če se dovoli, da jo celo izčrpajo? Otroku ne more dati igrivosti. Ni šans, da mu jo daš. Ja, ker v bistvu, če že gledamo tako z vidika matere, ne, pol pa prvi otrok, za katerega moramo poskrbeti, je ta naš notranji otrok, a ne? Ja, največ bomo dali, ne, in recimo dobro, kaj pa lahko delamo z lastnim otrokom pa s svojim otrokom skupaj? Lahko si uvedemo igralne dneve. Da se čim več smejemo pa rečemo, no, danes pa gremo se nekaj igrati, kaj se bomo šli. Pa se lahko ali družabno igro igraš ali greš, ne vem, dobro, saj ko imaš otroka, to večkrat delaš, ampak takrat ne pomisliš na to, da je to tudi za tvojega otroka, ne, mogoče pa če pomisliš, da imaš namero še za svojega, pa bo to dvojni uspeh, ne, za oba. Ja, ker v bistvu prikličeš svojega otroka, da se gre igrat s tvojim otrokom, ne, ta pravi. Tako, ja, ne, ti se pol smejiš, ne, drugače se pa lahko z otrokom tudi ful resno malo poigraš, ne, da kao tisto svojo obveznost narediš, ne. Ja, to se mi zdi res odličen nasvet, nisem o tem nikoli prej razmišljala, ne, ponavadi tako starši, ko si vzamemo čas za otroke, ne, si nekako še zmeraj v vlogi starša, ne, mislim, saj se nasmeješ, ampak to, da si dovoliš biti otrok takrat, ko si z otrokom,
je pa po mojem res ta dvojni uspeh, tako kot ste rekla, no. Pa tudi pol, ko Zelo otroci zanimivo. grejo, ne? Da imaš še vedno Ja. igralne dneve. Ja, s svojim otrokom. Se pravi, s svojim otrokom, kaj bi pa ti danes delal? Pa so lahko, že samo, ko sprašujemo se malo bolj redno, kaj bi ti danes delal, so lahko zelo presenetljivi odgovori, ne? Na primer, ne vem, risal bi muco. To? Prav, pa gremo Ja, risati muco. zanimivo. Ne, res, tako zelo presenetljivi odgovori so lahko, ko ti sebe poslušaš, ker mi drugače živimo toliko po programih, ne, da tudi, ko si rečemo, zdaj bom imel pa prosti čas, okej, tamle je zdaj Božič, grem tam drsat, okej, zdaj je januar, grem smučat, okej, zdaj poletje grem na morje, ne, zelo imamo tako, sploh se ne vprašamo, kaj si v resnici želimo. Mogoče bi mogli imeti, vsak dom bi mogel imeti en igralni prostor, ne? Tudi za otroke, ki so odšli od doma, ne? Pa za nas ostane ta igralni prostor, ker lahko potem vstopimo v ta arhetip notranjega otroka in si dovolimo biti otrok, ne? In prebuditi to živost in igrivost in radovednost in odprtost, ne? To lahko že tudi sam z enim kotičkom, ko ne vem, kakšno sliko svojo damo, pa tako malo, kakšno rožico zraven. Ja, midve smo se pogovarjali tudi, recimo, da je tudi ena od zanimivih načinov, ne, da imaš to lutko, ne, recimo, da imaš eno lutko in ker včasih je težko mogoče nekomu prebuditi, zdaj se pogovarjati s svojim notranjim otrokom, ampak če imaš pa neko lutko, ne, pa jo primaš, pa si vizualiziraš, da je to zdaj tvoj notranji otrok, mogoče na ta način lažje vzpostaviš stik, ne, preko posrednika. Ampak glavni cilj je to povezati s Vsak svojim. išče svoj način v končni fazi, ne, to so zelo Ja. različni, recimo, nekdo ne potrebuje lutke, nekdo mogoče rabi, pa lažje vstopi, različno je. Tako. Glavno je vzpostaviti ta stik, ne, s to energijo notranjega otroka, ne. Ja, ker potem v bistvu tudi on notranji otrok ti pove svoje žalosti, ne, v bistvu kar pridejo ven, ne, in potem, če si dovoliš, da to gre čez telo in spustiš, se veliko stvari razmagneti, ne. To pol vidiš, ko vedno večkrat pridejo nasmejani otroci, ne. Nasmejan pride, žalosten, ne. Tako da. Je to potem, Angela, zdaj za konec, ne, ko smo že skoraj 1 urico, je to mogoče tudi način, kako lahko na ta način dovolimo temu notranjemu otroku, da nas vodi po tej poti preobrazbe, na nek način, in obenem, da vzdržujemo to ravnotežje med odgovornostjo in modrostjo. Mislim, lahko rečemo, notranji da nas- otrok nas v vsakem primeru vodi, zato ker v bistvu notranji otrok nas vodi čez samo sabotažo. Ne, ker povsod, kjer se ne čuti varen, mi ne moremo naprej. To je čisto in v bistvu, dokler tistega čustvenega ne razrešimo, se nam kar ne spelje, ne, to marsikdo ve, ne, nekdo to izraža skozi zavlačevanjem, ne, to samo odlagaš in ne narediš, nekdo, ne vem, s pretirano aktivnostjo pa v bistvu pol sploh ne noče videti svojega notranjega sveta, ne, skratka, čeprav to že ni reševanje, no, ampak v bistvu zelo nas bo čez to vodil, kje bomo uspeli pa kje ne bomo uspeli, in mi v bistvu bomo potem tisto probali razreševati, kjer ne bomo uspeli, ne, to je čisto njegovo vodstvo. Če se bomo pa pogovarjali z njim, bomo pa zelo lahko tudi nasvete dobili, kaj naj naredimo, ne. Tako kot ideje nam začnejo hoditi, neke vrste intuicija, ne. Zakaj? Zato, ker pozornost dajemo temu. Če mi mimo tega hodimo, pa so včasih, greš mimo ko lipov bog, ne, tako so včasih rekli, tega ne opaziš in ti v bistvu greš skozi življenje brez, da bi sploh okolico čutil lahko. Dosti v redu živiš, ne, v končni fazi. Samo ni to organsko življenje, no, tako bova rekla, no, ne vem, katera beseda je drugo uporabila, ni organsko življenje. Ja, čisto primerno, čisto primerno. To je avtopilot.
oziroma to je programiranost in to je ta matrix, o katerem vsi govorimo. Totalna programiranost in delaš točno tisto, kar drugi hočejo. Pa še misliš, koliko si pameten zraven. Ja. In to je ta problem ljudi, ne. Najprej v bistvu čim več teh programiranosti odvreč, ne. Na ta način bomo včasih, saj na drugega ne bomo. Ja. In dovoliti torej temu notranjemu otroku, da nas vodi oziroma navezovati stik z njim, biti v zelo dobrem odnosu z tem notranjim otrokom, ne, kar nam omogoča rast dejansko, ne. Pa Okej, Angela. ne, da zaključiva z vstajenjem. Ja, dajva. Ne, ker to, mislim, to je čisto v skladu To z je to. veliko. Ja, saj je. Saj zato pa je danes ta dogodek, ker je simbolika zelo močna in se mi zdi, da je čisto na mestu, da o tem spregovorimo, no. Tako da čim več druženja z našim notranjim otrokom in čim več teh obnov in novih začetkov, no, in potencialov, ki se na tej poti raztirajo, no. Angelja, hvala lepa. A nam lahko samo še enkrat poveste, kje se dobi vašo knjigo, kje vas lahko kontaktirajo? Knjigo lahko naročite na moji spletni strani angelja.si, imajo jo pa tudi v spletni knjigarni Buče. Pa mogoče nekaj pa čisto premalo poudarjam, v bistvu včasih je zelo fajn to tudi presepniti. Tako da knjiga obstaja tudi v Biblosu, ne. To se pravi, jo lahko tudi v digitalni obliki dobite, pa si potem recimo izvlečete številke, ne, to zdaj danes nisva povedali, da imamo številke in si lahko izvlečete arhetip, na primer dnevni arhetip ali pa karkoli, ki vam da neko informacijo za tisti dan. Super. Najlepša hvala, Angelja. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nami v živo in tudi tistim, ki nas boste gledali v posnetku. Naj vas torej te arhetipi pomladi navdihnejo in odprejo in podprejo na tej poti preobrazbe, obnove in novih začetkov. Mi se vidimo konec meseca, bo naslednji dogodek, do takrat pa hvala vsem še enkrat in nasvidenje.